Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 9. oddaja Aparatus je bila posneta 20. februarja 2013. Moj gost je bil Nejc Žorga Dolmin, ki je soavtor podcasta Bitni pogovori. Pred kratkim sem bil tam tudi jaz gost, kjer smo se pogovarjali o dobrih podcastih in kako in zakaj jim slušamo podcaste, tako da se vam splača to pogledati. Link je seveda, tako kot vse ostalo, na www.aparatus.si, 2p sta v imenu. Z Nejcom sem se pogovarjal o njegovi službi, o kritičnem razmišljanju in njegovi spletni strani skeptik.si. Malo je bilo tudi govora o Applu, dobrih iPhone appih, audio knjigah in še marsičem. Preden štartamo pa še iskrena zahvala vsem, ki ste dali oceno Aparatusu v iTunesih. Sem bil čist presenečen nad odzivom, tako da res hvala, ker tako pomagate, da še kakšen poslušalec najde tale podcast. Evo, zdaj pa Nejc. Ja. Odkašljal si se, zdaj pa papige pa to. Ja, so že pospravljene, mislim, so zraven, tako da... Ja, ne, to je cool, jaz hočem imeti te papige, veš, tudi pravim. Jih sam prvs non-stop slišam, tako da, če se bo leda. Če si ne vem, če si bil pozorna, ampak v našel zadnji epizodi, na začetku, ko sem v vodelu, se že zadnji sliši. Kljub glasbi se sliši en čivk. Ja, se vidim prav, se pravim, jaz to hočem tudi na Aparatusu, da bo ležita, veš, kaj enkrat za papige v igri poje še da ležit, veš. Jaz še ne snemam drugače. A še ne snemaš? Ja, okej. Nisi rekel? Dej, snemi. Ok. Lepa. Evo, začetek. Ja, Maja je dobila klic. Vrhunsko. Sej, to itak ženi boš mogel reči, da bo tudi klene, to veš. Ja, se mi je zdelo, da bi bilo zanimivo, ja? Ja, ker pač ona blog je tam moja recepte dal pobirati, tako da. Da veste, to je ful dober. Je treba. Tako da, ta nepotizem, ampak ja. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Nejc Žorga Dolmin. Počnem cel kup stvari, ampak nekako v službi glavna stvar je e-izobraževanje, gradim e-tečaje. To pomeni, da nekdo mi da neko vsebino, ne vem, Word, PowerPoint, pač nekaj vsebino, ki bi rad v e-obliki in pol to predelam, tako da dobro zgleda, da so animacije, da je govor čez, da so vmes kvizi, pa tako, in da se to pol poda v ustrezni e-izobraževalni obliki, torej nekem standardu, ki se za to uporablja. Drugače po službi tudi gig za vse, printerji, kakšna mreža tudi včasih, popraviti računalnik, pol popoldan je pa še cel kup stvari, kar česar pa itak še prideva. Ja, da se kaj me sam zanima pri tem e-izobraževanju, to, kar si rekel, da je pač treba v enem normalnem standardu. Ne. Kaj pomeni? Ker to je načeloma dosti komplicirana zadeva, ne, ki je ponovati in tekst in audio, včasih tudi video zraven. Koliko je ta zadeva sploh razvita? Jaz nimam bene predstave. Ne. Ja, zdaj, kot standard sem mislil, obstaja standard, ki se mu reče SCORM. Zdaj, če sem probal spomniti kratic, shareable content, reference, object, model, nekaj taga. Ne porajo v tem, da če imaš ti vsebino, torej content narejen po tem standardu, potem lahko to vsebino uvozaš v katerokoli spletno učilnico, LMS, Learning Management System. Kar pa ta standard potem omogoča je, da se vsebina in učilnica razumeta. To pa pomeni, da potem, ko učenci neko vsebino zažene, je to sledljivo. V spletni učilnici se torej sledi, ali je odprl tečaj, koliko ga je odprl, koliko časa je delal, kakšen rezultat je dobil v kvizu. In te informacije potem vse po tem standardu laufajo med vsebino pa učilnico. Tako da potem tudi kdorkoli je mentor ali pa kadrovski ali kaj taga, lahko vidi, kdo je vsebino predelal, kar je pač dosti ključno. Koliko pa je ta analytics v bistvu podroben? Kaj je to? Ko začne pa konča, ali vmes tudi na vse, kar klikne? Ali koliko je to podrobno v bistvu? V osnovi je res, kdaj je bilo nazadnje odprt, koliko časa, pa rezultat v procentih. Pa une podrobnosti vmes malo odvisno od LMS-ja, pa tudi od SCORM-a, ker zdaj najbolj razširjen je SCORM 1.2, pol novejši 2004 meseci, leta 2014 je to malo čudna številka že, ampak ima bolj podrobno, ampak detajlov pa tudi jaz ne vem, ker običajno se sam to uporablja, pa tudi večina spletnih učilnic podpira SCORM 1.2, tako da pa se nekako vsi tega držijo. Kako pa začneš s tem, recimo, ali pa da je en tak projekt, ki ti je bil najbolj zanimiv, ki si ga spravil, pač kako gre ta proces, en ti da temo, kako pa pol naprej to deluje? Veliko se delamo recimo za Simobil, oni imajo za notranje izobraževanje, za svoje prodajalce uporabljajo naše tečaje in oni
Jaz ga običajno grem z nekom čez vsebino, tako da pri nas razumemo, zakaj gre, ne? Ker če razumeš, zakaj gre pri vsebini, potem je tudi lažje nekako si predstavljati, kako to predstaviti naprej. Cilj je nekako, da zadevo razbijaš na neke slajde, neke najmanjše učne enote, korake, /slajde, /diapozitive, odvisno, kjer izraz želiš uporabiti. Jaz si poskušam vedno zamisliti, kako bi lahko to predstavil na čim bolj zanimiv način, s slikam, z ikonam, z animacijam, tako da probaš samo neke ključne besede dati gor na slajd, ostalo pa v obliki grafik predstaviš. Pol pa še čez daš voiceover, ki pove ključne stvari, kakšne animacije se odvije vmes, je pol pa to nekako. Ampak v bistvu, zdaj tisti del je easy, pol grafik. Pol, ker veš, kaj narediti, takrat je lahko. Dokler ne veš tisti kreativni proces, recimo, tisti je magični del recimo tega vsega. Kaj pa uporabljaš za kreacijo teh fajlov, oziroma kaj to en fajl na koncu ven pade, ali kaj pade na koncu ven v bistvu? Na koncu pade en zip, skoraj paket je v zipu potem. In zakaj se to uporablja? To je nek proprietary software, ali tega full, ali tega mal, pa če imaš kakšne primere, ali pa kaj ti uporabljaš konkretno? Ja, drugače softvera ni veliko, vsaj ne dobrega, kar sem jaz gledal, res ne. Tako mogoče so eni 3 veliki, pa pol na enih mečkenih, ki delajo samo kvize ali pa nekvalitetne vsebine, ki ven plunejo nek HTML, ki je tak, brez veze, tako a veš, kaj da bi HTML v front page postavil, tako brez veze. Drugače jaz uporabljam Articulate, to je firma Articulate in oni imajo Articulate Studio, kjer je noter, drugače to so ful čudno slišali, ampak ta glavni del, kjer jaz delam, je v PowerPointu. Zato, ker oni so naredili dodatek za PowerPoint kot nek plugin, ki potem eksporta ta PowerPoint, ki si ga naredil, kot tečaj. Ampak tam not imaš potem polno stvari, kako on lahko potuje po teh slajdih, a gre lahko linearno, a lahko preskakuje, a gre lahko nazaj, tako da mu omejiš to navigacijo, recimo. Poleg PowerPointa so pa potem še 3 orodji sta zraven, 3 orodje so zraven, en je potem za neke interaktivnosti delati, tak neke predpripravljene, drug je pa za kvize. Tudi potem več različnih tipov vprašanj imaš pa tako. In potem s kombinacijo vsega tega narediš kviz, narediš kakšne interaktivnosti in pol to voziš noto PowerPoint, potem lahko v PowerPointu tudi na samih slajdih delaš čistko preprosto, kar PowerPoint omogoča, plus kakšne koli razširitve omogoča ta program, ker PowerPoint je da ta osnovni slajd, ampak ta plugin pa potem doda okrog še to navigacijo drevesno, pa nekje logotip. PowerPointski del je sam nek tak glavni prezenter, slajd, okrog so pa potem še druge stvari, ki so dodane ekstra. Pa recimo ful dobro so naredili, kako ti sinhroniziraš animacijo, ki imaš v PowerPointu, potem z zvokom, ki ga imaš, ker to je v bistvu nemogoče narediti s tistimi urodji, ki jih PowerPoint omogoče, ker tam imaš sam neke variante, da objekt se zgodi 5 sekund po tistem objektu in pol naslednji se zgodi 3 sekunde po prejšnjem objektu in to je nemogoče, da bi sinhroniziral na tak način. Ja, se to sem mislil nekako, ker tam noter, da se karkoli zgodi, tako kot hočeš, je praktično mission impossible. Ja, ne, ni šans. Mislim, kakšne dobre finte se da najdeti, ampak ne za sinhronizacijo, to pa ni šans. In oni so zelo simple varianto naredili, ko greš ti v tisti synchronization mode, samo zbereš, zalafaš slajd in zvok se začne premikati, animacije se še ne štartajo, torej zvok zaštarta in pol ti z vsakim klikom, ki narediš, on naredi next animation. Tako da ti, ki veš, kaj si splaniral, da se zgodi, samo poslušaš zvok, pa sam klikaš takrat, ko bi se moglo to zgoditi. Potem pa še v tam nek audio editor je še dodatek, lahko še podfikaš tiste, za vsako animacijo posebej točno, kdaj, kjer mu waveformu se zgodi. Tako da tam pol še podfikam, da res v nulo. Ja, to je Articulate, Ampak oni so pa zdaj še en nov orodje dal ven, ki ga še spoznavam, se imenuje Storyline. Je pa res skoraj za mene pisan, ker imam feeling, da znam dobro logično razmišljati, pa tako recimo laično programersko, ampak programirati pa ne znam funkcij, ne znam tega pisati. Ampak oni so v bistvu naredili tool, da ti narediš te if stavke tam z enim orodjem, da ti ni treba pisati. Ti res rečeš, če se je ta objekt že kdaj kliknil, potem lahko prikažeš to. Tako res z drop-down meni, pa z nekimi taki if stavki, pa celo neke variable so,
torej Spremenljivke, ja, to. In s tistim se pa da ful še bolj nadgraditi vse skupaj, ne. Tako da tisto spoznavam in me tako pač dosti veseli, ne, ker se da veliko stvari se mi bo odprlo, no, možnosti, ne, kako lahko nek tečaj predstavim. No, zdaj pa, ki si rekel, da pač PowerPoint ne, je velik del tvojega življenja, očitno. Ne? Ja. Pa glede na to, da pišeš pač za jabolko.org, Yep. Kje pa pol ta ljubezen do Apple, pa tega, kako si jih Apple prišel? To se je pa začelo davnega leta, ni tako davno. Jaz sem bil full dog na Windowsih, na PC-jih, dolg časa sem imel tisto miselno, se ni važno, koliko je grd zunaj, glavno, da ima dobro, močno srce, ne. Ampak pol se mi zdi kar z iPodom začel, ker sem videl, koliko je to smooth, pa koliko dobro laufa in kakšne za nič USB stick playerje sem prej imel, tako sploh nisem mogel govoriti, kako sem tisto prej poslušal, ne, pa to prevrtavanje, pa hitro iskanje s tistim koleščkom, to mi je pa ful dobro. Pa da se kolešček sploh ne vrti, da ti sam s prstom držiš, tako wow. Pol zares se pa začel verjetno z MacBook Airom. Jaz sem imel prvo generacijo 13-ko, z SSD-jem, ampak z SSD-jem. Aha, no, ajde, saj to. Tam je bilo pa 64 GB, kar bi bilo za danes nemogoče, ne. Ampak nisem imel kot stalnikom, takrat sem nekaj kombiniral, pač ta laptop, pa PC, pa tako. Za en cajt sem se celo čist preselil gor, pa z enim zunanjim diskom reševal stvari, ne, zaradi prostora. No, ampak pol sem pa prišel to na iMac-a, tako da to je pa zdaj to. Ampak ne vem, ljubezen do Apple pač, vedno sem imel rad take preproste rešitve, elegantne rešitve, tako da da imaš feeling, to pa dela tako, kot bi mogel, ali pa tako, kot pričakujem, ne, ker Windowsi, ja, mislim, se jih obvladam in sem hiter na njih, ne, ampak pomaš pač ene par teh podrobnosti, ki se jih na Macu navadiš in vidiš, koliko so fajn narejene in ki manjkajo ti na PC-ju in pol pač not padeš, ne, in vidiš, koliko je dobro. Plus, moram reči, da ne vem, kje se to zgodi, nekje po 25. letu ali kaj starosti, ki začneš malo ceniti dizajn pa tako in imaš lepe stvari okoli sebe. Ne več v bež škatle ali pa črne, kaj glasna, pa ima modre lučke. Ne. Simple, čim manj kablov. Ja, pri 25 se to zgodi. Ali pa ne vem, jaz imam feeling, no, tam nekje naprej, ali pa 27, nekaj takega. Čeprav 25, koliko sem zdaj star? Ja, nekaj takega, ja. Aha, pol v bistvu, ne, če unga iPoda vzameš, ne, pol si bolj iz une, pač portable Apple prišel, bolj iz iOS-a pa iz tega, ne, čeprav si unga MacBook Aira, ne, tam zahakljali, ko so začeli delati nekaj, ki se je dalo žep dati, ne. Ja, začel se je res z iPodom, to zihar. Ja, prej sem jih tako malo gledal, fancy, sam, mogoče so bili takrat res še precej bolj dragi, se ne vem točno, ker... No, bili, pri nas ga kupijo, pa čist pointless, pa čitak so 3 dobili ponavad, pa nerealno dragi so bili, ne. No, zdaj pa, ko imaš, sklepam, da iPhone, ne. Glikar v roki. No, evo, vidiš. Pa ti, ko poznaš in Vince, ne, in macOS X, ne, pa pol, ki je Apple iOS-a naredil, kje pol vidiš macOS X zdaj? Ki je iOS toliko močen, pa ki se mu je začel že malo prilagajati, pač iOS-u, mislim, ne. Kaj misliš, da bo to šlo? Enega, ki je tudi Windows je videl. A Windows je 8, misliš? Ja, nisem hotel na glas reči, ampak ja, Windows 8. Tako, kam bojo šli, kaj bo Microsoft dejansko naredil? Ajde, če si upaš. To vprašaš, da sem gruber. Ne vem, Back to the Mac, takrat dogodek, ki je bil, je pač pokazal, da so neke dobre ideje vzeli, ki so se naučili z iOS-a, pa dali nazaj na Maca. Zdaj, mogoče se kdo ne bi strinjal z vsemi, ki so jih preselili. Kaj pa vem, no, mislim, nikakor ne bom rekel, kot bi kdo trdil, zdaj bo pa iOS povsod in Mac bo šel po gobe, OS X ne bo več. Ne, to zih ne, to gotov ne. Mislim, da iOS je prav za te mobilne naprave in za, kaj pa vem, navadne uporabnike, recimo, no. Mac je pa še vedno za power userje, ki morajo nekaj narediti, ki moraš Photoshop odpreti, ki rabiš milijon gumbov. Pa take stvari, ne. Ampak mislim, da bo pa pač vedno večja povezljivost med sistemoma, pa vsekakor mora biti, ne. Se to zdaj že z iCloudom delajo, ampak pač ni še toliko seamless, tako... Pač ne dela več, ali manj. Ne, to ne bom rekel. Okay, ker sem včeraj toliko dobro izkušnjo, ker je vse delal, sam pa v bistvu še nič ni bilo. Program sem naložil in so bile stvari iz telefona tam naenkrat.
pa nič drugega ni bilo. A veš, samo zato, ker je iCloud isti account, ne. Tako da ne vem, ne morem ti nič konkretnega reči, kaj bi dodali. Pač povezljivost, Mac ostaja, Mac Pro napovedujem, da bo letos, kar bi tako verjetno kdo že ve. To veš, da se nam zgodil. Ne mogoče, da normalen Mac Pro, da bo že spet mašina ali kaj. Ne, nekakšen Pro. Ja, neki bojo dal ven. Pač. Ja, tako je. Okay. No, zdaj pa, ko si šel pač pol na Maca, pa to ne, pa greva zdaj na Getting Things Done filozofija. A je to filozofija? Kaj je to? Te bom kar vprašal, zato ker je začela zmeram na sredini. Kaj je Getting Things Done? Zdaj pa, kako si ti doživel Getting Things Done? Ajde. Ja, a zdaj moram definicijo najprej? Ali... Ja, po mojem s tem najbolj začeti, pa pol, da je to knjiga mogoče, ne vem, ali pa obratno. Ja, metodologija za obvladovanje nalog v življenju in na delovnem mestu. Okay, zdaj pa, da se ne bo slišal tako, kot Smiljan Mori, ne? Še povej, kaj je v zadikle. Pa za nestresno produktivnost, to je podnaslov knjige. To je še zmeraj Smiljan Mori. Ampak torej, začel se je s knjigo, ki je napisal David Allen leta 2001, mesedi. Copyright David Allen, kako že, ne? Ja. Ta zgodba, ja. Jaz sem to spoznal, seveda ne 2001, ne vem, kdaj je prišel do mene, okoli 6-7, ful dolgo, vedno sem iskal neke načine za obvladovanje nalog, že v osnovni šoli. Jaz sem prišel domov, nisem imel več pojma, kaj se je zgodilo, pozabil sem domače naloge, pozabil sem stvari prinesti za drug dan, prineste barvice, ja, nič več ne vem, kaj sem prišel dan. In sem skozi iskal nekaj, vedel sem, da si moram zapisovati stvari, ker sem pozabljal, pa nekaj, ko priješ na šiht, pa dobiš milijon nalog, pa je pa to nemogoče držati v glavi. Jaz si ne predstavljam, kako je lahko kdo brez tega, res ne. Malo sem poslušal nek time management, pa je bilo tako, sam ni bilo glih to. Pol pa ne vem, kako, verjetno prek Merlina nekako, po mojem sem googlal productivity, pa take stvari in sem naletel na Getting Things Done, poslušal audio knjigo in pol se mi zdi, da ker sem drugič poslušal audio knjigo, kar se sliši, da je ful čudno, dvakrat si poslušal. Ampak ne vem, pol en tak klik je bil tako, pa si res poštekal, da je totalno praktično usmerjen, da se da čisto vsako stvar prek tega narediti s kakšnim prilagoditvam, ni vsak projekt enak drugmu. In bolj jasno sem videl sliko svojih obveznosti, recimo. Ali pa če je prišlo do mene, sem vedel, kako se tega lotiti, kako se recimo malo bolj eliminirati kakšen strah, ki bi včasih bil. No, kako pa to pol zgleda, recimo, čisto na začetku? Ti imaš pač ful enih projektov in jih moraš vse pohendlati in se zorganizirati, in kva ti pol Getting Things Done da lahko to boljš počneš. Kako to na začetku deluje? Začetek je malo bolj zajen, ker imaš, če začneš z Getting Things Done naenkrat, po mojem, verjetno kakšen teden traje, da se spraviš noter v sistem, ker moraš iti čez vse projekte, ki jih imaš, moraš iti čez vse stvari, ki jih imaš v glavi, jih moraš zapisati ven, ker point vsega je v tem, da ti, ker delaš naloge, tiste stvari, ki jih moraš narediti, tiste, ki jih moraš poklikati, pa natipkati, pa premisliti, da takrat, ko ti delaš, kar moraš delati, da se takrat ne obremenjuješ s stvarmi, ki še niso narejene ali pa pač morajo biti narejene. To je ta point. Da veš, kje so une stvari, da so v tam na enem spisku, na varnem, da veš, da te čakajo, niso nekje v luftu in takrat lahko, ker tisti stoji, mirno ti delaš une stvari, ki so pomembne. In pol ima to, kakor jaz vem, pa jaz bolj malo vem o Getting Things Done, glih to, kar si prej rekel, to, da si dejansko napišeš stvari, ki jih moraš narediti, tam se nekako, tako sem jaz dojel, da se začne, da sploh spravaš pač na papir ali pa na računalnik, pač te zadeve, ki jih moraš, ki pol jih res imaš tam pred sabo, da te na vsake tok sajta malo v zadnji en glas, moraš pa še to delati, da tega ni več. Vsako misel moraš imeti samo enkrat, veš. Koliko imaš drugič, pomeni, da še nisi napisal, da je nekaj narobe. In pol, tebi se zdaj na dolgi rok se ti zdi, da dejansko pač ti to funkcionira, zdaj se vem, da si ga vsak po svoje prilagodi ta sistem. Ja. Ne, saj recimo tam so konteksti, ker ti imaš kontekst za vrsto naloge, ti lahko zgrupiraš naloge po tipu, recimo telefona, V vsakmu projektu imaš recimo en telefonski klic za narediti, in poti lahko ti rečeš, da mi pokažeš ten telefon, ker je pač kontekst telefon, tistega upravila. In pol narediš vse telefone skupaj, recimo. Jaz tega ne delam, ker nekako vedno grem po projektih, pa tudi te konteksti mi niso bili tako pomembni. Mogoče tisti za teren, ali pa za trgovino, da ko sem zunaj, da pogledam,
iz vseh projektov, kaj moram recimo kupiti neke stvari, ne vem, Merkura, ne. Jih ne uporabljam toliko, ampak tista stvar, ki mi je bila pa zelo, ki jo pa redno uporabljam, je pa res tisti next action, ne, kaj je naslednji korak. Tako da dokler ti veš pri projektu, kaj je naslednji korak, kaj je naslednje opravilo, neko fizično opravilo, nekaj, kar moraš narediti, ne, kar znaš narediti, dokler to veš, pa sploh ni problem, pol projekt laufa, ne. Če pa ne veš, kaj je naslednji korak, pa stoji. To se lahko tudi vedno, če ti kakšen projekt stoji, sam vprašaš, mogoče ne zakaj, ampak kaj je naslednji korak, poskušaš to prevrtati, ker dostikrat stoji zato, ker ne veš, kaj narediti, ne veš pa zato, ker se nisi pozanimal, torej naslednji korak je pozanimaj se, ne, recimo. In pa je načeloma tako simpel, da se zadeva požene in že spet spomno para naprej. Ne? Ja, se pol enkrat, pa pol tudi dobiš boljši feeling, ne, ker si nekaj premagal, si premagal mogoče en strah, ki si ga imel, ker nisi vedel, kako bo šlo in si dobil še malo motivacije pa zagona in next action. No. Da Getting Things Done knjiga je že bila kje v slovenščini ali bolj ne, bolj samo angleščina? Ne, mislim, da ne. Ampak če bi kdo prevajal, bi mogel dati naslov GTD, gremo to dokončati. Lepa, to si pa že razmišljal. Ja, znam. Lepa. Zdaj pa greva pač iz Getting Things Done, pa zato, ker si na Macu, ne, bo šla kar malo na programsko opremo, pa se pol še ostali stvari dotaknila. No. Ampak kjere epe pač ti uporabljaš, zdaj pust službo, ki sva že obdelala, ne, pač ko za osebno rabo ali pa za stvari, ki so v tem konceptu Getting Things Done na Macu, pa potem na iPhonu. Na Macu imam sicer OmniFocus. Ker ostavo, pa pač malo povej sploh, kaj je OmniFocus. Ko OmniFocus razlagati ljudem je tako zelo, nisem, je pa ni, no. Povej, kaj je, no, tako bom rekel. Najprej disclaimer, da jaz sem predvsej uporabljam OmniFocus na iPhonu, pa prej sem ga na iPadu, zdaj bolj sam na iPhonu. In na Macu sem ga pravzaprav zelo malo, ne, zato ker če imaš ti Maca doma v službi, pa ne, pol nekako ne moreš uporabljati v programov, ki so sam na Macu. Čeprav sem ga kupil in čeprav je dosti drag, ne, ga sploh nisem toliko uporabljal, ampak jasno, če imam neke domače naloge, pol ga tudi le odprem. Ampak drugače, v bistvu, ta kratka verzija je verjetno eno pač najbolj zmogljivo in hkrati komplicirano orodje za Getting Things Done, ki je na voljo za Maca. Zdaj naslednja verzija bo verjetno to malo popravila, ker ta stara je že malo pač starost gleda in mogoče bi koga prestrašal. Nova pa dosti bolj elegantno, pa bolj tako iPad dizajnu je podobna. Ampak je res tako milijon enih stvari mogoče, vse te kontekste, pač opravila, projekte, gnezdenje projektov enega od druga oziroma pač delaš mape. Pa so neke perspectives, ne, ki ti nekako pokaže, kjer so tvoje najbolj pomembne stvari, glede na to, kakšno prioriteto si dal, nekako tako ti jih rangira. No, kaj pa še ostale zadeve, poleg OmniFocusa? Na Macu drugač nič. Čisto nič nimam. Pa druga stvar je pa Google Calendar. Ja, v katerem po mojem že vsi živimo več. Ja, in tja noter gre pač stvari, ki zahtevajo od mene, da sem jaz takrat tam. Ne, če me takrat ni, pa sem zamudil. Tako kot recimo aparatus, ki sem imel noter in nisem zamudil. Ja, vse, ki sem ti poslal reminder, si sam poslal, je v koledarju. To je to. Ne pa to screenshot poslati, pa ne gre prek DM-a. Ja, v DM-u, ja, tam nič ne moš delati. DM na Twitterju je itak najslabša funkcionalnost Twitterja, po moje, ki jo imajo. Ampak, no, dej, pa gre kratko malo širš na programsko opremo, pa tem prvo z iPhone vprašal, ki ga zih malo več uporabljaš, ne. Pa tako, ko vsak mu rečem, ne, une, ki jih res uporabljaš, povej, ne, une, ki so se ti fajn zdel, pa si jih dol potegnil. Fantastical je nadomestil moj pač Apple iOS-ov koledar. To je tak, je tudi za Maca na voljo Fantastical in nisem vedel, da mi bo to všeč kot je, ne, ker što se o tem, da greš ti na nek dan, pa tudi ni treba, lahko si tudi pač na kjerem koli dnevu, ampak lažje, če zbereš recimo 25. ponedeljek. In pol sam napišem noter, rečem plus in rečem kosilo, pa v angleščini at 12, add, ne, dodam. In kosilo ob 12 za 1 uro je dodano v koledar. In sem isto najprej to tipkanje, ne vem, če mi bo všeč, ampak zdaj sem videl, ful hitrej dodam to, kakor klika, če se zname, pa potem vrteti številčnico ob 12, konča se ob 1, veš, kjer da. Sam napišeš, full hour, fantastical. Se moram to kosilo zbrisati, da nam pol misli, kaj je to.
Ja, rajban vrš. Ja. Veš, kot 12, s kom, kaj se tu Pa to je še skupen koledar z Majo, a veš. Veš, bi v basi bi sprašvala, kva ima to za en kosil? Lepa. Tle imam še checkmark in je tudi neke vrste za upravila, no? Ampak zelo dobra stvar je, ker to so lokacijski opomniki. Torej, da te spomne, ko prideš na neko lokacijo ali pa ko zapustiš neko lokacijo. In to je meni super dobro, ne? Da ko se pelem skozi Medvode, meni zapiska, reče lekarna in pol tako 200 metrov Celovške, nočem do vsakič, ko se pelem po Celovški, meni zacingla, ne? In potem sem ta krog zmanjšal. Recimo za kakšno uno lekarno tam, pa hočem, da je malo širš, zato da me tudi pravočasno opozori, ne da pa, ko sem mimo. Ne? To uporablja tisto geofencing, se reče, ne? To je pač ni 100% GPS za laufan, ampak tako neki na pol, zato da baterijo hrani, ni ultra natančen, zato tudi fajn, da si malo lufta pustiš za napako. Ja, ko gleda med towerji pa Wi-Fi, pa se pol znajde. Ja, to ja. Pa mislim, da delno GPS na cajte prežge, tako je nekako. Včasih je bilo tako, ker sem Appleove reminderje uporabljal. Jaz sem prišel na šiht in meni je zazvonilo, ampak to je meni zazvonilo, ker sem bil še na parkirišču spodaj. Potem sem pa prišel v pisarno, pa sem že pozabil, kaj je bilo, ne? Že mim. In te so tako dobro stvar uvedli, ker so rekli, koliko minut po tem, ko tja prideš, naj te opozorimo. Ne? In po rečeš 5, 10, 15 minut in je da best, prideš v pisarno, doložiš stvari, tako cin, ne vem, pa je pod cukr za kavo ali neki, ne? In ta zamik je bil zmagovalen in uporabljamo za te opomnike. Ne? In znači je bilo ful dobro. Tako se pripeljem na šiht in skoraj že zapeljem na parkirišče in mi tako zamigla, pojdi po tiste table na vrata, ki sem dal nekaj tiskati. In sem sam mim zavil, nisem glik zavil na parkirišče, samo mimo po cesti naprej in sem šel uno iskat. Ne? In je bilo ful dobro, tako yes, it works. Pa pač paro cajta ne broj. Ja, da gaš bi uno parkiral, pa bi not pošel, shit, to moram še iskati, ne pa nazaj van, pa zdaj bilo pa the best, tako sproti lepo. Tako da check mark, res the best, najboljši, kar sem jih najdel za lokacijske opomnike. Na prvi strani Couple, zdaj uporabljam Couple, to je takrat Luka Marčetič predlagal v Nabitnih, ker smo imeli dokumentiranje življenja, ki je, prej se imenoval Pair, zdaj je Couple, in v bistvu je tak social network, ampak sam med dvema, ne? Tako da to imamo mi da z Majo. Glavna stvar je chat, pa vmes lahko nekaj rišeš, pa tako, ne? Ampak tle prek tega chata vas sploh ne uporablja več SMS-a pa messages, pa imaš pa tudi skupne to-duje, pa tam imaš napiše ta obletnica, pa koledar skupni, pa tak. Koledar ima itak na Google, ampak Couple je cool, no? Kar uporabljava zdaj ful. Evernote je na prvi strani, itak. Itak to mora biti pač. To pač, mislim, da je brez besed, ne? Zdaj sem zadnje čase ful navdušen, tle sicer imamo eno mapo pri pomočki, noter je zdaj nov app moje kartice, ki je naredil en Slovenc, en app. Tak ful simple, zdaj dizajna ne bom hvalil, ker je malo bolj švoh, ampak v glavnem dodaš noter svoje tele kartice, a veš, za razne trgovine, ki jih je za itak čist preveč. Ne? Ala Leclerc, Mercator, kaj in podobno, ne? Ja, tudi fajn možnost, da ti fotka, ne, ti prepozna črtno kodo, niti treba pretipkavati, in pa ti črtno kodo zriše na telefonu, ne, tako da je res kvaliteta, tako kot mora biti. Aha, in pol ti, ki si v štacuni, pa ti reče kartico, sam telefon pokažeš, pa bi. Tako je, in danes že uspešno tretjič v Šparu pokazal, tako da Špar je res cool, dela. Kako te je pa gledala na blagajni? Ne, zgleda, da so kar navajni. Ni bilo začudanja, res. No, to je pa sploh pozitivno slišati, da ni bilo tako, kaj pa ti delaš. Pač. Ja, ne, res ne. Tudi v lekarni Ljubljana je potegnil. Najprej tako reka, to so pa že probavali, pa ni šlo, zdaj pa dela. Tako da tudi v lekarni Ljubljana mi je uspel. Lepa, to pa čisto. Res, priporočam. Ja. Pa še slovenska fora. Ne, slovenski pa še brezplačanje. Lepa. In tudi zbereš tip kartice, ne, tako da zbereš Špar in potem ti tudi narišeš kartico, tako kakršna je dizajn, tako da jih hitreje najdeš le v seznamu. Ja, tako da je lahko tudi po feelingu, pač, da vidiš, da ni zdaj. Ja, ti sploh ne berem. Sam tako, kjer je ta zelena, ja, to. Ampak za Leclerc si pa slišal, ne, v Leclercu tega ne moš uporabljati. Zakaj? Zato, ker imajo oni prepovedano to. Ja, ampak to je zaradi tvoje varnosti, Anžeja, ne veš. Zakaj? Kakšna je vakle logika? Ne, a ti povem, to je ta logika. To je zato, da če jaz zgubim 600 € vreden telefon na tleh, se oni bojijo, da ne bo slučajno kdo ta telefon uporabil potem v Leclercu in iz mojega Leclerc računa vzel tistih 50 centov za svoj nakup.
To je pa bolnica, to je pa kar neki. Ja, se sem jim pisal, pa sem jim težil po mailu, pa sploh ne štekajo. Wow, zato ja, pa točno to, ker ponavadi tam gor tako 22 centov in to je to. Ja, neč ni, no. Ker to je, a veš, to je prva misel nekoga, ki bo najdel 500 evrov vreden telefon. Upam, da ima gor Leclerc kartico, ker to bi bila pa bomba. Ne? Ja, ker pa ga čisto bral, ja, to je res, kar ni. Ok, wow, tako da bravo Šparpol, če kaj ne reči. Ja, res, ostali nobenih težav. Wow, ok. No, iš dobro, Ja. no, daj, naprej, ko imaš še kaj na iPhonu? Tošel? To še valjda. Okay. To je dnevno, ne, oziroma pač x-krat na dan, ko gremo v trgovino. Dropbox, OnePassword, to imam za gesla. V redu. To se zmeraj bolj pojavlja. OnePassword pa Evernote mi vsi rečejo že skoraj. Ja, dobro, si info, dotle pač gledam porabo od Simobila. Ok, grocery gadget, no tega uporabljava z Majo, da imava skupen posinkan seznam shoppinga, shopping lista. Aha, tako da karkoli ti vbodeš, ona vidi, da si vbodil pač na to forum. Ne, v bistvu, karkoli ona upiše, potem jaz vem, kaj kupiti. Ok, cool. Tako, ja. In imaš tako po trgovinah, pa vse živo. Tega že dolgo. Ni lep, no, ampak je dober sinka in to so pol obdržala. Ok. Pa imam Strix, zdaj ga spet uporabljam, ne? To je spet od novega leta za obljube, pa neke nove navade upeljati. Torej Strix, ne, tle pač klukam v koledarju, če sem naredil, takrat, ko bi mogel, ne. Tle ta prvo ga imam. Vstajanje pred 6:30, ne. In Good pol luck. klukaš Good vsak. luck. Ne, se mi gre dobro. A ti gre, ok. Ja, Čas. res. Getting things done pa to. Pol je day one za dnevnik pisati, tak full lep app, res dober. No to je tak, ker sem ga pol na Macu včeraj naložil in naenkrat sem vse videl, kar sem že vpisal na iPhonu, tako, nice. Ko je iCloud delal. Ja, tako. Instacast za podcaste, zraven je številka 146, kar ni glih optimistično. 146 imaš neposlušanih. Ja. Saj to izmerim, tako jaz imam tudi v Google Readerju. Imam že kar veš 1000 plus. Ja. Še štet, sem že tam. Tak, Google, 928 evo. Lepa. Pa se je ne 2 dni stran, pa 1 dan stran, da bo Jurija. Ja, vse popa nikje daš Mark All as Red, pa je, ne. Ja, saj točno to. Pa imaš mer, pa misliš, da si nekaj naredil. Kaj sem hotel reči? Zdaj, ko so glih pri Instacastu, sem te mislil malo še o podcastih sprašovati, pa glede na to, da sem jaz gostoval v tvojem podcastu Bitni pogovori, kjer bo tudi link in to. In smo se pogovarjali na dolgo in široko, kateri podcasti so nam cool in kdaj smo jih začeli poslušati. Mogoče čistko, pač, če lahko sam poveš, kaj so bitni pogovori, da še kdo iz moje strani pač do vas pride, kaj počnete tam. Ja, z veseljem, kakšen tagline sem že dal. Podcast o Apple, tehnologijah, gadgetih, produktivnosti in sploh vsem. Až to je tako, ker odpreš firmo, podaš polno in ostale dejavnosti, ali kako je že. Ja, da lahko tudi kure prodajaš, če jih je treba. Ja, kaj ne rečem, jaz pa še 2 gika. Jaz sem imel že dolg idejo za podcast, tako full dolg že, da ga sem imel, ni bilo v iTunes nikoli, tako čist ene 5 epizod je bilo, sem imel geek novice. Sam tist je bilo bolj vaja kot kaj druga, že ne vem, 2008, 2009, nekaj taga sem se špilil. Tist sem bil sam, pa če si sam, to je težko delati, ne. Je dosti lažje, če imaš kakšen dialog. To je dejstvo. Ja, in pač že dolgo sem hodil, pa tako nekaj vidim, nek se s Fredi pogovarjamo, pa kakšne geekovske teme, pa ne, pa še slovenskih podcastov ni. In pol sem se res slavno odločil, da to pa zdaj treba nekaj narediti, ne, in sem vprašal pač 2 frenda, če se pridružita. Pol smo že julija mesec eno testno naredili še z enim drugim frendom, ki pol imel faks, pa je nekako ni mogel več snimati. No, po septembru smo pa zares začeli, ne, in pol sta še Mark pa Alan se pridružila. In pol imamo ene so čiste tematske, ne, tako smo imeli GTD, smo imeli teorijo pa prakso, pol je bilo nekaj priljubljenih iPhone appih, ki jih imamo recimo, ene par takih tematskih, pol druge so kakšne novice z Apple, sveta Apple ali pa tehnološke zanimivosti. Pol unki je mogoče najbolj izstopil, je bilo, ko smo šli čez neumnosti v filmu Prometej. Ja, to se splača uslušati. Koliko je meni žal tega filma, vsakič, ko mislim, toliko mi ga je žal.
To bi bil lahko dober. Ja, res. To bi bil lahko eno od unih filmov, ki bi bil dejansko proper cool. Ja. Pa se pa zgodi te zadnje 3/4 ure in hočeš domov. Ampak ja, ok. Sorry, povej. Ja, poskušam kakšne tele slovenske razvijalce iOS appov dobiti. To je vedno zanimivo se pogovarjati in doslej, kar sem vprašal, takoj so bili za stvar in ful prijazni, smo se vse fajn zmenili. Pridejo pol na 15-minutni, polurni razgovor. In zadnji smo govorili o cool podcastih, 1:20. Ja, ta je bil ta najdaljši, ne? Ja, rekord. Ja, se pozna, da sem bo zraven, da sem preveč govoril. Ne, čist da vesti bilo. No, zdaj pa, ko so že pri podcastih, tam itak bom dal link do tega, do bitnih pogovorov o podcastih, ne, kjer so dobri napisali milijon. Ne. Zdaj pa, moje vprašanje je pa, da če moraš enega zbrati, enega drugega ne moč poslušati, sam enega, kjer ga zbereš, te, ki jih ti poslušaš. Enega, unke je res tep najboljši. Mislim, da bo mogel kar reči The Skeptic's Guide to the Universe. No, in potem to bo odličen segway v naslednjo temo, ne? Dobar si nešto. Ja, to sem splaniral, priznam. O Skeptiksu še enkrat bom dal link do bitnih pogovorov, lahko ljudje tam poslušajo, smo se tam razpredali o njemu, čist dost, super podcast, drugače jaz ga tudi poslušam. Zdaj pa greva na skeptik.si, ne? Zdaj pa prvo sploh, kva je skeptik, pa glede na to, da ti si skeptik, povej, kva je to, jaz sem vam pa ful zraven. A si zihar, da sem? Ja, vse to, ne vem, zato me sprašujem, ne, hočem hard evidence. Ja, to pa ne vem, to zdaj samo anekdote slišal, veš. To me je strah, ampak povej. Ja, to sva z Majo postavila, zdaj že nam več, konc 2010 meni se zdi, ker se nam pač delajo na slovenskem spletu ogromno slabih informacij in... Ne. Sorry, ampak ja, to, ki je boljšita, da je noro, nadaljuj, sorry. Ja, polno neke psevdoznanosti in posledično pač nerealnih in potem, če niso realne, pol imaš težave, ker so lahko nevarne. In že dolgo časa so poslušala Skeptic's Guide to the Universe, padla so not v skepticizem, torej v znanstveno orientiran pogled na svet, pa tak, kjer zahtevaš dokaze za trditve, pa kjer pač anekdote ne štejejo kot pravi dokazi, ne, kjer razumeš, kaj je dober test, pa kaj je slab test. In pa se postavila stran in začeli smo pisati članke, ne, pa se pa tudi veliko ljudi pridružili in so jim zelo hvaležna, ker če bi mogla sama pisati, ne bi bilo toliko člankov, kot jih je, ne, ampak je dosti isto mislečih se pridružili v skupini in zdaj se ne vem, 5-6, ki tako nekako redno objavljamo. Zdaj redno je relativno, na koliko dni je to, ampak so kar redno članki. No, pa da malo poveš, kjerih tem se lotevate, tam čisto, da se folk lažje predstavlja, veš. Alternativne medicine, ne, ker pač ne sledi znanstveni metodi. Sam ne, oni imajo laboratorije, sem ti že rekel. Če imajo laboratorije, je legitimna znanost. Ja, en od orodij, recimo, ki jih ima skeptik, je poznavanje zmotne logike. Ne? In to, kar si ti zdaj naredil, je argument iz avtoritete. kjer pač se govarjaš, da so oni ok, samo zato, ker imajo laboratorije, ampak pač to ne drži. Recimo homeopatija, taka moja priljubljena tema, potem je akupunktura, dobro, alternativne, ne, sem rekel, alternativna medicina, kar veliko, potem kakšne te teorije zarote, a smo pristali na Luni, za dvojčke odgovorni Američani, ne, to je vlada naredila, potem je bilo konec sveta 21. decembra, očitno ne, ker to snemava. Ja, ali so vam mila duhova. Vsi smo v sanjah nekega metuja. Recimo jaz sem naredil za en mit, da je o polni luni, ne, da na polno luno se rodi več otrok in to ti bo tudi kakšen iz porodnišnice trdil. Ne. Mislim, jaz šel po 5 let podatkov iz statističnega urada, so mi poslali podatke, eno fajn Excelovo tabelo in pogledal povprečje in ni čist nič več na dan, ko je polna luna, kot na ostale dni. Res, nič, celo za ene 0,2% je bila luna slabša od tega povprečja.
Wow, celo to, še malo kontra smer. Ja. To je zmeraj dobro. Ja. Ker res, če bi bilo kontra, ne, pa bi pa se najdel kdo, ki bi rekel, lej, da je več. Ja, ker sta se 2 otroka rodila več, tako zato dokazuje, da poprečje. Pa tudi pa kakšni tele, ne, produkti, ne. Na zadnje je bilo kar dosti odmeven ta članek o flaški, ki je na Hrvaškem ta steklenica, ki jo nas prodajajo, ki ima magične lastnosti. Če si zapomne in ne vem kaj in potem... Ne, mislim, da ne. Ti daš not neko navadno vodo iz pipe in ta flaška spremeni to strukturo vode. Ampak jaz mislim, da ima nek spomin flaša, ki jo potem vodi ga da in zato je voda drugačna. Jaz sem to tako razumel. Po mojem vsakeč, ko boš vprašal, boš dobil drug odgovor. Ne? Ni neke konsistence. Čudno. Ampak, glavno na Hrvaškem, ne, oni so, en jim je zatežil, ne, kaj je z temi trdicami, pa kaj so ti orgonski topovi, s katerim programirajo flaške, to tudi jaz ne vem, to je kar neki. V glavnem so testirali vode iz flaške, pa vode iz navadne steklenice in ni bilo nobene razlike, ne, in so jim pač zatežili ministrstvo, pa ne vem, kdo je nek inšpektorat, da morajo te trditve o spremenjeni vodi, pa v bistvu te pseudoznanstvene trditve, ki so po domač nakladanje, ne morajo makniti spletne strani. In pa smo mi samo novico o tem napisali gor. Ne. Z majo so pogledala prispevek, nek za varstvo potrošnikov ima en potrošački kod, imajo na HRT-ju. In so sam povzela, kaj so tam povedali in povedal, totalen največji obisk smo imeli ever na strani. In kar je bilo tudi ful dobro, ker je dosti ljudi, ki tudi kritično gleda na stvari, ne, je odkril stran, kaj prej niso poznali, recimo. Ja, saj je to zmeraj fajn, če malo mainstream butne, kakšna taka zadeva. Ja. Pol se vidi, refererji takoj, ne. Pa energetske zapestnice, ne, to je tudi eno od teh produktov, ki je kar neki. Ja, to je res kolega, ki je dejansko nasedel temu enkrat, zdaj neko fucking zapestnico. Pa rekel ti je, sam mi res pomaga. Ja. Pa ne, koliko mi je rekel, sam je za 30% boljš. Kaj ti veš, kaj je 30%? Ja, se točno. Pač te klasične. Ne, kaj sem rekel, da ti prvo moram omeniti, ki ta skepticizem pa vse to na Net TV-ju, to veš, ta postaja od Stojana Aurja, ko obstaja, ne? Ja, sam spremljam TV-ja, ne vem. Se jaz tudi bolj malo TV gledam, ampak sem pa zanj že spet ujel in tega človeka jaz ne morem preboleti. En model je tam, ki je vedeževalec Blaž, ne, in ima 2-urno oddajo, mislim, da zdaj na pamet govorim, četrtkih, recimo, ne, tako po noč, 2 ure, res od 10 do polnoči, nekaj tazga. Ne. In ta človek, veš, pri teh vedeževalcih na netu itak vidiš, da so si lažejo, ne, veš, da mene konsistentnosti, pa si neki mahajo, pa whatever, ne. Ta človek pa to tako slabo dela. Res, meni je fascinantno gledati in mi je v bistvu zmeraj mi je smešen do ta prve stare mame, ne, ki mu zmeraj mora povedati, veš, datum rojstva, da ve, kaj mora reči, da je hrbtenica boli, ne. Veš, ko sprašuje z operacijo, ne operacijo boste imeli, ampak bo v redu. Do te točke mi je zmeraj smešen, ampak sem rekel, ti moram reči, ker zanč prejšnji teden, no, v bistvu sem ga gledal, mu pa ni delal zvočnik, ne, režija mu je nekaj tam zajebala. In ni nič slišal, in je 1 uro oboleval model, pač v TV. In mi je toliko žal, da nimam tega posnetka, ker se mi je zdel tak, karma, payback za bič. Ja. Ker je mogel res 1 uro v živo, je pač oboleval, režija, jaz nič ne slišim, folk ga je klical in je folk govoril, veš, ti si ga slišal, ki si TV gledal, ne. On je pa nič slišal in je 1 uro oboleval in pa je kamaz, načeloma 2 ure, ne. Je pač pol pa 1 uri, je kar obupu in je šel in je bilo pol presežen, ker sem preveril, 1 uro na Net TV-ju, če je sam slikca, oprostite. In to je bilo to. In je šel domov model. Tuk mi je žal, da nisem tega posnel, ampak sem rekel tako, bom prav najdel link do tega modela in če bo kdo kdaj gledal res Net TV, če ga kdaj gledajte vedeževalca Blaža. A pol ta vedeževalc Blaž ni predvidel teh tehničnih težav? Ne, očitno ne. Ful je dober, pa se ga še en lotu, ga je zdaj bavo, veš, ga je tako pogledal, rekel, joj, to režijo bi pa res mogel kao skenslati, ne, pa vidite, še ljudje so na moji strani, kao res noro je bilo. Mislim, to bi se mogel večkrat zgoditi tem vedeževalcem, ki so res slabi ljudje, pač, kakorkoli obrneš. Ja, to ni dober folk, ne. Tako da sorry za ta intermezzo, ampak sem mogel. To je vedno zabavno slišati. Ja. Mogoče še omenjam skeptike v pubu.
Ja, to je bilo pa moje naslednje vprašanje. Še to povej. Sem predvidel, veš. Valjda, ker veš. Jaz sem že včeraj vedel, da boš to vprašal. To imamo pa enkrat na mesec, se dobimo skeptiki v pubu. No? To je pač, mislim, da so v Angliji štartali trend, taka srečanja. Prideš v pub, se pogovarjaš, so mišljeniki, spiješ kakšno pijačo ali 7. Zabavno je taka oaza razuma za tist enkrat na mesec. Imaš feeling, da si, končno razum okoli mene. In vabljeni, kdorkoli vabljen, datumi so vedno objavljeni na Facebook strani, pa tudi na spletni strani. Naslednji je ta četrtek, ampak verjetno gre podcast itak kasneje ven. Ja, se bo glih falil, tako da pol za unga čez 3 tedne. Tako da če kdo izumil časovni stroj, imamo v četrtek. In vabljam kdorkoli, no. Fajn, zabavna srečanja in običajno nas je kakšne 15, ampak tudi tako varira, enkrat so eni, enkrat so drugi, kakor kdo pride. Ne. Ja, kakor imajo ljudje cajt. Oziroma, ja, saj to. So predvideli, so pa tehnične težave. Ja. Je pa v Ljubljani, en pa tudi, zdaj so še v Mariboru štartali tam ena skupina, tako da tam bo tudi. Hodo, se pravi. Se že malo šir zadeva. No? Ja, full fine, ja. V 2 največjih ljubljanskih mestih, ko bi PR lahko prodajal. Za naven. Kva so še? Zdaj skeptike smo obdelali, pa podcaste tudi nekako. Zdaj pa, da greva nazaj malo sam na strojno opremo, pa da mi malo še poveš, kaj imaš poleg pač Applovega, iMaca in iPhona. A imaš še kaj tazga, ki resno uporabljaš? Kindle keyboard. Kindle, kjer ga imaš? Pa smo že spet pri tebi. Ne tega, kar želiš. Wi-Fi. Ja, samo Wi-Fi. Ja. Kakšna napaka, to jaz ne morem verjeti. Mislim, ni bila napaka. Bil je rabljen, na Bolhi sem ga kupil za majo takrat in sem pač iskal nekaj, ki je bilo pač čim bolj ugodno. Wi-Fi se mi ni zdel potreben, res ne, čeprav ti praviš, da je the best, ampak ja, vsaj na umu, kaj je zaston, ne 3G, misliš, 3G je pač tam zaston, ampak to namo, ker to je zdaj že na 2 epizodah. Yes. Ja, ne, se to ni treba. Ampak, če imaš tega keyboarda, a si ga pol dejansko tika, zdaj bo šla še malo na audio knjige, ker to audio knjige, a si ga vzel tudi zaradi tega, ker Kindle še zmeraj ima pač to opcijo, poslušanja tudi audio datotek iz Audible oziroma pač iz Amazona, ali si to kupil, ali kako? Ne, tudi ne bi poslušal prek tega, ker mi pač preveč neroden, tega ne moram imeti v žepu, ko poslušam audio knjige, tako da tam nisem nikoli poslušal. Sam berem gor, no. Berem pač knjige, jasno. Plus Instapaper imam zvezan s tem, ko da mi vsak dan pošle članke, zadnjih 10 člankov, ki sem jih v Instapaper vrgel, mi pošle tako v obliki ene take revije. To je zelo cool, to se meni vsak jutr zgodi v ene 5. Ja, ta je lepo. Jaz sem za to Pocket, pa mi ga policy, kaj pa Send to Kindle sem zdaj kar začel direktu. Ja, jaz tudi, ker ta Send to Kindle, ta plugin za Chrome, ja. In tudi za kakšnega druga, je full v redu, zato ker tisti Instapaper je praktič pa avtomatiziran, ampak minus je glih v tem, ker tam noto mes recimo 10 člankov. In jaz ne moram označiti, da sem jih 5 prebral, 5 pa ne. A veš? Ja, valjda, ja. Tam pa vsak posamično gor pride in veš, kje si pa kje nisi. Točno to. Plus videl sem, da ne vem, Kindle je boljš naredil kot Instapaper. Boljš mi pobere članek dol, pa tudi če članek na več straneh, bolj pobere tudi druge strani, da združi vse skupaj v eno kot Instapaper. Lepši zlima to skupaj. Ja, še sam ta Send to Kindle uporabljam in še nisem imel nobenih težav. In res ena boljših zadev, tako da vsakam Kindle bi ga itak mogel imeti. Tudi šumniki, the best, super. Ja, to čaša že nobenih štal, kar je super. No, zdaj pa audio knjige, kako se pa s tem začel, pa kje je to najbolj dobiti, pa kako sploh to dobiš, pa en tak šnel kurs, če se ti da malo povedati. Ja, z veseljem. Zdaj itak vemo, kako lahko dobiš audio knjige, če se znajdeš, ampak če bi rad podpiral avtorje, in kogarkoli že, in je dosti ugodna in dobra odločitev gotov audible.com, ki ga je Amazon kupil pred časom, tako da uporabljaš isti login. Na Audible imaš nek zlati membership, gold membership, ki ti za 12 € pa pol na mesec
nudi en kredit, ne, in vsaka knjiga stane en kredit, ne, tako da v bistvu imaš za 12 € eno audio knjigo na mesec za ston. Ta kredit lahko tudi kasneje izkoristiš, ne, lahko se ti nabirajo, če pač nisi imel časa vmes poslušati, tako da jih imaš lahko tudi 4, 5, ne, kakor si pač zadnji. In tam je dosti dobra izbira knjig, jasno v angleščini, so tudi neke revije, če bi koga to zanimalo, sam pač tist mene kot Gorenca recimo. Potem ne bi dal za 20-minutni članek enega kredita, če lahko dobim 12-urno knjigo za en kredit, ne. No, se to malo povej, da si bo folk lažje predstavljal. Kaj pomeni ta ura oziroma koliko ur na strani, a veš, čistko? Ja, knjige okoli 10, recimo, od 8 do 12 bi rekel, da so nekako vse taki neki poprečni romani pa tako. Je pa tudi zelo različno, recimo, mislim, da od Jobsa je tako 24 ur biografija, ki je ful dolgo, ne. Tiste kar dolga. Je pa ful tudi različno, kakšnega bralca dobiš, ne. Kakšni malo počasneje berajo, kakšni malo hitreje, kakšni dobre glasove likov delajo, ne, ko govorijo v obliki kakšne ženske ali pa pol en detektiv, pa en navaden tip, ne, in vsakič drug glas, malo ga spremeni. In tako sem eno knjigo poslušal, ko je Andy Natko enkrat predlagal Skinny Dip, full fajn, tak zabaven roman. Ta je bil recimo zelo fajn bralc. Ja, kaj pa minus, ne? Audible, pač te založbe ne dajo vedno vsega materiala na voljo za cel svet. Vedno so neke pravice tle vmes. Tako da ti, če greš na audible.com zdajle in še nisi član, lahko najdeš eno knjigo, pa se pa parjavaš prek Amazonovega računa, ne? In ona knjiga kar zgine in kar nije več. Zato, ker ti jo pač skrijejo, ker si v Sloveniji. Not available in your area. Ja, original neki. In sem enkrat celo pisal, zakaj ne, jaz vam hočem dati denar, zakaj ne, pa tako sorry, založnik ni dal pravic za ta vašo regijo. In teoretično bi se tudi dal, ne, da bi recimo mogoče tam spremenil regijo, iz kjer si, in potem bi se teoretično mogoče tudi dal kakšno tako knjigo dobiti, ne. Ja, če bi se to dal narediti. Če bi se. Kar pa ne moramo vedeti, ker pač ne vemo za zid. Škoda mi še povej, a imaš ene 2-3 knjige, ki mislim, da ali pa saj eno, ki bi jo izpostavil kot Audible, mislim, da ima neko akcijo, da eno si lahko zmerno dol potegneš, da začneš, ne. Mislim, a ni ta prva zastonj, ni neka taka fora. Ja, v prvi prijavi imaš knjigo zastonj, mislim, da tudi ne rabiš nobenega posebnega dostopa do Audible, audible.com/ back to work, ne, tega ni treba tega, mislim, da ne, samo v prvi prijavi govorim. O prvi prijavi, mislim, da moraš dati kreditno, no. Pa dobiš tako eno knjigo za ston in pa lahko tudi skenslaš tisti membership, ne, in ti knjiga ostane, tudi knjiga ne zgine. Dokler si ti tam not v njihovem sistemu, tudi če nisi member, tudi nimaš membershipa, si še vedno member, ne, in knjiga je tvoja. A za začetek, kjer bi zdaj predlagal? Če kdo hoče pač zabaven roman, je gotov ta Skinny Dip, ta bi bil res zabaven, no, tak fajn. Taka kriminalka / malo komedija. Zdaj grem pa tlele, Audible ima tudi app, tako, za iOS in zdaj sem ga glih odprl, da grem skozi. Ja, zdaj jaz imam predvsej takih poljudno-znanstvenih tle noter in nimam veliko romanov, da bi zdaj rekel, da imam Harryja Potterja. No, se to sem mislil, ali pa kakšen R.R. Martin, ali pa kaj tazga. Ne, mislim, Maja bi gotovo rekla, ker jaz nisem poslušal od Neila Gaimana pa Terry Pratchetta Good Omens. No, to je lepa, evo, no nekaj tazga, pa Good Omens. Tegač pa, če koga zanima astronomija, ima pa Phil Plait zelo cool svojo knjigo Bad Astronomy. Je tudi zelo super. No, evo, viš, to so že 3 rekomendationi, to je super, lahko dam linke. Seveda. No, pa zdaj še uno vprašanje moje, ki ga postavljam. En kos strojne opreme, ki si ga imel, ga še imaš, ga uporabljaš, si ga uporabljal in ti je ostal v spominu, kakorkoli pač una stvar, ki je bila zate narejena. Po mojem vsakič, ki si to sprašal, ker sem aparatu se poslušal, sem se sprašal, kva bi jaz rekel, ne. In mislim, da moram reči iPhone. Bo še eno teh z iPhone. Ja, res ni nič druga. Mislim, to imam skozi z mano, kdo bi rekel, da je preveč z mano, ampak
Ne vem, no, tle not imam vse, da vem, kje stvari stojijo, pa da imam komunikacijo s svetom, pa da imam zemljevide, pa svoje podcaste, pa knjige za brat, pa organizacijo shopping listov, pa opravil, pa projektov, pa maile, pa Twitter in vseeno, mislim, odkar začel sem s 3G-em leta 2008 in sva neločljiva, ne. Tanis 2.8, to bi bilo zdaj dosti grozen. Torej, zdaj je iPhone 4S, bomo šli pa naprej, ko bomo zamenil, ampak full uredeno. No, iOS mi je the best in ne šaltam drugam. Ja, sej, zato so tudi bitni pogovori podcastov, Apple in vsem ostalem. Ja. Mogoče v paralelnem vesolju obstajajo bitni pogovori, ker je malo bolj fokus na Android pa Linux, ampak tle ni. Vi ste vel na Apple. Ja. Zato sem pa rekel, da moram še kdaj prijeti, zato da bom lahko Android bolj močno zastopal. Ne, to je cool. Sej tudi kakšen poslušalec reče, dajte mi še kaj o Androidu. Vse tisti mi je fajn, sam jaz imam tudi enega, ne vem, Galaxija, pa bi rad kaj slišal. Ja. Mnogo nas je. Ja, se vem. No, ok, evo, lepo. Zdaj ti moram pa povedati, kjer si bil, oziroma kjer boš, ne. Ko vsakmo na koncu 9. Yes. 9 boš, to, ne vem, zdaj reči, da je pravlično število, ker to sta zdaj že 2 rekla. Tako, veš, pravlično število, ok, v redu. Ja, veš, da jaz ne bom tega rekel. Ja, se veš, zaradi tega. V bistvu ful dana, ja, tako. Tudi sem pač 9 število, to je to. Ampak ja, ful hvala. Ja, enako, hvala tebi. Tole je bila 9. oddaja Aparatus, Nejca na Twitterju najdete na @nejcd, potem ima spletno stran skeptik.si in bitne pogovore, njegov podcast najdete na bitni.dolmin.si. Linke do vsega omenjenega v podcastu najdete na www.aparatus.si, 2p sta v imenu, jaz sem na Twitterju @anzt. Če se pa zdaj nahajate v iTunesih, bo pa kakršnakoli ocena tam dobrodošla. Hvala, čau.